Jaz ne bom nikdar mame pozabil, ki je prišla z roditeljskega sestanka, vedno z istim stavkom. A ne moreš biti tak, kot so vsi drugi. Ne? Ko človek postane proizvajalec letal, prvi v Jugoslaviji, kakšne zamisli si imel takrat? Ekipi sem rekel, pejmo v to smer, dajmo narediti električno letalo. Kako je prišlo potem do tega, da si postavil tretji mejnik v zgodovini letalstva? Lahko ugasneš motor zavestno, ker lahko jadraš in celo dvigneš vse. Tvoja letala niso samo funkcionalna, so tudi lepa letala. Najlepša, ja. Ko sem jaz hodil na sejme, sem gledal vse druge tako, ne vem, da so padli z neba, ne? Danes pa vsi poskušajo loviti standarde, ki jih postavlja Pipistrel. Dobrodošli v Mastercard podcastu Navdiha. Naš gost je Ivo Boscarol. Iva Boscarola poznam že zelo dolgo in zelo dobro. Vedno prekipeva od najrazličnejših idej. Zdi se, kot da se ničesar ne ustraši. Pravi, da meja ni, če so v glavi oziroma si jih postavljamo sami. Z tem je dosegel nebo. Zato zanj lahko rečemo, da je izjemno uspešen podjetnik, mednarodno prodoren inovator, prejemnik številnih nagrad in prestižnih priznanj, vedno pa zelo navdihujoč človek, zadnje čase zlasti za dobrodelnostjo, ki, taka kot je, tolikšna kot je, pri nas v zgodovini nima primere. Ivo, dobrodošel pri meni. Hvala za povabilo. Začniva z tvojo osupljivo življenjsko potjo in kariero. Začniva z zvezdnim trenutkom te kariere. Kaj bi rekel, da je največji dosežek? Ja, večino življenja sem posvetil letalstvu in to letalstvu, ki naj bi bilo tako, da ne obremenjuje tisti, ki so na zemlji, vendar da istočasno omogoča vsem, ki potrebujejo potovanja, ki radi letijo. In ko sem pred leti začutil, da je to možno, sem vso energijo v ves denar, ki smo ga imeli in ki ga nismo imeli, vložil v to, da smo postavili tretji mejnik v zgodovini letalstva, na kar smo ponosni ne samo mi, ampak bi bilo prav, da smo tudi Slovenci. Namreč samo 3 mejniki realni so v letalstvu. Leta 1927, ko so Američani certificirali letalo na batni pogon za prevoz potnikov v letalskem prometu, leta 1953, ko so Angleži certificirali reaktivni motor, in potem skoraj 60 let ni bilo mejnika v letalstvu, do 6. junija 2020, ko je Pipistrel certificiral ne samo električno letalo, vendar tudi električni pogon in električne baterije. In tega Slovencem nobeden ne more več vzeti in to je odprlo seveda to Pandorino skrinjico, ki omogoča tiho letenje, ki omogoča čisto letenje brez emisij in je postavilo temelje za letalstvo za naslednja desetletja ali pa tudi več. Kaj je bil tisti prelomen trenutek v tvoji življenjski ali pa karierni poti, ki je omogočil tako zvezdniški trenutek? Ja, ko sem jaz kot tudi že kot pilot, ampak še vedno kot tudi modelar, zdaj se reče temu droni, letel tudi z modelčki, spuščal modelčke, in ko sem videl, da prihaja tehnika iz bencinskih majhnih motorčkov tudi na električne, sem rekel, to prej ali slej mora iti tudi na večja letala v letalstvo. In sem rekel, pred 25 ali pa še več leti, sem rekel takratni mali ekipi, sem rekel, pejmo v to smer, dajmo narediti električno letalo. In takrat so se praktično vsi smejali, ker so rekli, koliko bojo pa dolgi kabli, koliko dalje se bo dalo leteti, sploh niso razumeli, o čem govorimo. In potem seveda je bilo treba prepričati najprej letalske oblasti, da je to možno, treba je bilo razviti način certificiranja, varnosti, šolanja nenazadnje, ker ni nič obstajalo, seveda. In to je bil tisti trenutek, ko sem se pač odločil, da grem v to smer, in jaz sem navadno tak tip človeka, da ko si postavim neko smer, vizijo ali dolgoročno strategijo, se tega držim. Ne glede na to, ali pridejo boksar iz leve in desne in me hoče ustaviti ali pa prepričati, da to ne gre. Če je človek prepričan vase, pol lahko prepriča druge. Če ni, jih ne more. In jaz navadno kar delam, sem prepričan vase in vedno uspem. Ampak glej, pred 400 si ti videl nekaj, kar nihče drug ni. Kako si to razložiš? Da vidiš nekaj, česar drugi ne?
kaj pa vem, jaz zelo malo spim, ne, tako da moram sanjati z odprtimi očmi. V glavnem, nič v življenju, jaz sem polno stvari razvil in niti ene nisem razvil na zalogo, bom rekel, ampak vedno sem videl manjkajoči člen, sem videl nekaj, kar manjka na trgu in v tisto sem se fokusiral. In dejansko tiho letenje, ki ne moti tistih na tleh, ne, letalo brez emisij, vsega tistega, kar uničuje prednosti letenja, ga enostavno ni bilo. In ko so se pojavile prve litij polimerove baterije, ko so se pojavili drugačni motori na drugačnih osnovah, sem enostavno razumel, da je pravi trenutek, da sedaj se pa da to narediti. Ampak zakaj misliš, da je kakšen drug, prav tako izjemen, talentiran, poln znanja, prav tako avanturist, inovator, ni videl, ti pa si? Ne, sej takrat se je pol zelo dost začelo govoriti tega in tako naprej in prototipi so se tudi dogajali, to je dejstvo, vendar jaz sem moral vedno od svojih inovacij živeti. Jaz nisem nikdar imel milijonov, stotine milijonov, kot so imele velike firme, samo za razvoj in če pač propadu, so dali pač v predal in tako naprej. Zato sem moral iti naprej in zato sem moral postopoma denar, ki sem ga imel in ki ga nisem imel, ki smo ga dobili, ne vem, na vseh razpisih in tako naprej, vlagati v to ali pa v proces, ki bi bil na koncu certifikabilen. Torej, v letalstvu imamo dve, bom rekel, veliki kategoriji. Eno je letenje za hobi ali pa tako imenovana letala, ki so v eksperimentalnem režimu, ki si ga lahko tudi sam naredite, vendar ne smete ga uporabljati v komercialne namene, kar pa ni bil moj namen. Letalo, če že je, mora biti tudi namenjeno prevozu potnikov, prevozu nadmesti, nad infrastrukturo in to je šlo potem vse v tej smeri, da smo naredili varne standarde in potem 6. junija 2020, ko smo certificirali to, dokazali, da je električni pogon popolnoma enako varen kot batni pogon ali pa reaktivni pogon. To, da ti je tako uspevalo v življenju, tudi ta fenomenalen dosežek, je bilo povezano s tvojim talentom, zaradi česar si tudi sijajen inovator, s tvojo poslovno izobrazbo, ti si končal ekonomsko fakulteto, ne? Zanima pa me, odkje tvoje inženirsko znanje, ker vse to troje povezati v to sijajno zgodbo se mi zdi fantastično. Jaz sem imel zelo veliko srečo krasnih staršev. Oče je bil? Oče je bil iz tehničnega področja, na koncu je bil celo tehnični direktor Fructala, bil sicer Italijan, bil je vojna sirota, v prvi svetovni vojni so mu ubili očeta in mamo, vendar so ga potem kot vojno siroto dali študirati in on je bil potem v Boschu, v Oerlikonu, OM-u in tam je dobil zelo veliko tehničnih znanj. Mama je bila pa financarka, tako da sem dobil dejansko od njih oboje gene in tudi vedno sta mi vsaki stvari spodbujala. Krasna starša, čeprav sem jim zelo dosti sivih las povzročil, moram reči. Jaz ne bom nikdar mame pozabil, ki je prišla z roditeljskega sestanka, vedno z istim stavkom. A ne moreš biti tako, kot so vsi drugi. In pol seveda v tistih časih, ko so bili Beatli pa tako naprej, ko sem seveda v tistem okolju imel prvi dolge lase. Mi smo imeli eno profesorico na gimnaziji, ker je zahtevala, da pridemo na vpis starši. In je vsakega počakala na vratih, mu dala roko in tako naprej. Je rekla, dober dan, gospa, kdo ste pa vi? In moja mama zelo ponosna, sem pa Marija Boskarol. In kdo je ta gospodič, ki ste ga pripeljala? Je rekla, ja, to pa moj sin Ivo. In gospa je segla tako v žep in potegnila ven 10 rdečih dinarjev, so bili še takrat in je rekla, evo, tukaj imate k frizerju, ga peljte, pa ga pa pripeljte nazaj. Moja mama je jokala en teden, ampak tako je bilo. Nekateri mislijo, da je mogoče celo življenje pojasniti z otroštvom. Tvoje otroštvo je bilo, koliko razumem, srečno otroštvo. Tvoji starši so ti pustili, da svobodno razmišljaš, so te k temu spodbujali. Bi bilo še kaj takega, kar je treba razumeti iz tvojega otroštva, ki je posebnega, kar mogoče ne vemo, da bi lažje razumeli potem tvoj uspeh v življenju? Imel sem srečo, da sem odraščal v majhnem mestecu, živel z naravo, praktično, ko sem šel ven iz hiše, sem bil v gozdu. Imel sem srečo, da so letala pristajala čez mojo glavo in imel sem srečo, da sem na gimnaziji imel nekaj krasnih profesorjev.
med njimi tudi profesor Tomažiča, ki me je upeljal v fotografijo. In to me je takrat prevzelo bolj kot kasneje recimo letala, ne. Mogoče malo manj znano, ampak jaz sem 10 let živel od fotografije, profesionalno. Ti si delal za Tribuno, ne, ali kaj? Ne, jaz sem bil sicer svobodni umetnik, se je takrat temu reklo, ampak s Tomažem Domicelijem sva hodila po koncertih po Evropi. On je pisal, jaz sem fotografiral za Stop, Jukebox in tako naprej. Potem sem pa še vedno skupine iz Anglije vlačil sem, pa sem bil menedžer, priponke sem delal, Slovenija moja dežela, to so vse stvari, ki sem... Tudi zame si eno priponko naredil še, mislim, da... Midva sva se prvič spoznala, to je mogoče zanimiva zgodba, ja. Prvi sva se spoznala, ko pride neki Borut Pahor iz Zveze socialistične mladine Jugoslavije skozi vrata in naroči priponke, ko bom velik, bom carinik na Kolpi in štafeta ne hvala. Ne? In to za kongres, ki ga je imela mladina, mislim, da ste ga imeli v Bohinju ali ne vem kje in ste to prodajali. Ne? Mislim, cari ste bili že takrat. Ampak ti si omenjal fotografijo. Je mogoče od tod razumeti tvoj smisel za estetiko, ker tvoja letala niso samo funkcionalna, so tudi lepa letala. Najlepša, ja. Ja, najlepša si rekel. Točno. Je mogoče povezati fotografijo s tvojim smislom za umetnost, za estetiko? Jaz sem hotel iti študirati v Benetke, dejansko v to likovno smer, vendar sem imel že starejše starše, sem najmlajši. In nisem jih hotel pustiti same, tako sem šel pol v Ljubljano študirati ekonomijo. In ja, estetika me je vedno privlačila in skozi fotografijo sem precej tega svojega, bom rekel, te svoje potrebe uresničil. Je pa res, da pri obliki letala, ne, če pogledate naša letala pa druga letala, vidite, da je kot poezija. Ne. Spravim, lepo letalo tudi dobro leti. Ne. In letalo mora biti nežno, ker zlasti jadralno letalo, a veste, letenje v jadralnem letalu, to je čista erotika. Ne. To mora biti lepo. A vidiš kakšne usporednice s Stevom Jobsom? Zdi se mi, da je on imel isti pristop, mora biti funkcionalno, ampak mora biti tudi lepo. In mora biti lepo tudi navznoter, ne samo navzven. Ja, jaz nisem imel nikdar sreče, da bi se srečal z njim, ampak imava pa precej usporednic, tudi on je bil garač, ne, tudi on je bil prepričan vase. Zdaj imamo sicer kakšne druge neformalne svetovne voditelje, ki so po mojem mnenju tudi malo preveč prepričani vase, ne. On je bil zelo realen, ampak ja, veste, če hočete danes nekaj spreminjati ali pa drugače razmišljati, morate imeti glavo zelo med oblaki, ampak vsaj eno nogo trdno na tleh in to je on tudi imel, ne. Deva se vrniti nazaj v ta mladostniška leta, številne stvari delaš, vedno samo svoj, vendar v enem trenutku začneš leteti tudi zmaj. In kar naenkrat prideš na misel, da bi naredil motornega. Pelj nas nazaj v ta čas. To je bil druga polovica 80-ih let. Ja, jaz sem vedno seveda sanjal, da bom letel. Moj oče je bil v času Abesinije, to se pravi med prvo in drugo svetovno vojno, tudi testni pilot v Ermakiju. In seveda takrat biti testni pilot je bilo drugače kot danes, ne, tam so bile sabotaže in tako naprej in dejansko imel parkrat tudi težave in živce A ti je te zgodbe pripovedoval? Ja, ampak ne dosti, ampak če ne drugega, ni hotel, da grem leteti. A res? Ne. Meni doma niso pustili leteti. A to pa nisem vedel. Pa sem mislil, da vem skoraj vse o tebi. Jaz sem eno poletje zelo pogosto hodil na bazen se kopati v Ajdovščini in potem sem en dan prišel domov in sem rekel, kdo je bil pa pred hišo s tistim zelenim avtom in so rekli, kako pa veš, in sem se izdal, ker nisem bil na bazenu, ampak sem na skrito hodil na tečaj za jadralno letalo. In oče ni bil navdušen. In oče ni bil navdušen, ampak pol so rekli, da je to veseli in so pustili. Ampak takrat je bilo tako... Se je bal zate ali kaj? Ja, zelo. V bivši Jugoslaviji je bilo najlažje priti do letala, če bi si šel za vojaškega pilota, kar nikdar ni bil moj namen. In ko so se v poznih 70-ih začele dogajati določene tehnološke spremembe na svetu, namreč NASA je dva materijala, ki jih je hotela uporabiti za vračilo teh šatlov iz vesolja, in sicer duraluminjaste cevi in pa dakron, to je zelo močno platno, spoznala kot neuporabne za to tehnologijo, je to prišlo pač v javno uporabo in so se začeli pojavljati ljudje po svetu, ki so iz tega začeli delati najprej ta rogalokrilate zmaje, jadralne, ker se je šlo pač na hrib, pri nas smo imeli kovk in se je skakalo dol. Po svetu
se je hitro začelo to gibanje pač širiti, ker letenje zmaj ni bilo ni bilo vezano na ta rigorozna zakone in tako naprej, kar letalstvo je bilo, ne. In potem v tistem času je bil zelo popularen Trabant, vzhodnonemški avto, ki je imel idealen motorček, dvotakten, dvocilindrski in iz aluminija narejen, ne. Se pravi, lahek. Ja. V Sloveniji je bil en Lojze Rems, še vedno danes tudi aktiven na tem področju, ki te motorje predeloval in potem smo dali majhen propellerček gor in naredili podvozje in smo lahko leteli iz tal, ne. In seveda to je pol pomenilo neodvisnost, to je pomenilo, da praktično poletiš, kjer hočeš. Seveda je bilo to glasno, ne, zato smo poskusili to čim bolj tiho narediti, ampak je bilo pa prepovedano. Se pravi, ti si sam popravljal motorje. Odkje je to znanje, inženirsko? Jaz sem se vse življenje sem se učil in še zdaj se učim, ne nazadnje od elektrike, od elektronov nisem nič vedel, pa sem zdaj dosti se naučil pa od vodika, zdaj pa ne vem, od izvornih celic in tako naprej. Jaz se vse življenje učim in to mi je eden od hobijev, bom rekel. In sem se pač to navadil delati. Tako da smo začeli najprej delati zase zmaje, pa za prijatelje, pa prijatelje od prijateljev in po je ratela potem neka obrt in potem je to počasi organsko raslo, seveda. Je bilo pa prepovedano. Mi smo temu letenju včasih pravili najprej na začetku alternativno letenje, ne. Potem, ker v letalstvu gre vse na kategorije, ne, na kile, smo videli, da do 450 kg ni nobene kategorije, ne, in smo rekli, to bo ultra lahka kategorija, 2 pilota, pa zmaj ne sme biti več kot 450 kg, in ga bomo dali dol in naredili svojo zakonodajo. In smo dejansko naredili svojo zakonodajo za šolanje, za gradnjo. Jaz sem pionirjev te ultralahke kategorije, ne. Na Madžarskem je bilo nekaj ljudi, ki so to delali, v Italiji pa Francija, tudi Anglija, in smo naredili kategorijo, ki je zdaj legalna in je enako vredna vsem ostalim, ne. To je bil čas, ko si potem razmišljal o svojem podjetju? Ne, takrat niti še ne. Proti 90 letom? Ja. Takrat sem jaz obrt, ki sem jo imel za fotografijo in za tiskarijo, sem enostavno rekel, bom doregistriral še za motorne zmaje, izdelavo motornih zmajev. In sem šel na občino in sem rekel, lejte, jaz bi še to delal. Je rekla, ona ne more to. To pa ne more, to lahko delajo velike firme, ne. Pejdi ti v Beograd, ne, na ta zvezni komitej za promet in zveze, naj ti oni to povejo. In oni so itak rekli, ne možeš iti, dečko, ne, to ne može. Pa sem rekel, kje piše, da ne more? No, in če si dam nekaj v glavo, si dam. No in sem toliko časa težil na upravni enoti, da je ta gospa rekla, lej, če dobiš nekoga, da pred mano narediš izpit, da te znaš delati motorne zmaje, jaz ti bom to upisala v obstoječe dovoljenje. In sem šel na Elan, takrat je Pavle Potočnik, ki je bil pač znan v letalstvu. Jaz sem ga pri enem kosilu pač mu povedal vse, kaj motorni zmaj je, kako leti in tako naprej. In potem sem rekel, a bi ti to naredil? Je rekel, ja, bomo šli dol na ta izpit. No, pol je ta gospa poklicala še najprej na letalsko zvezo, če lahko Pavle Potočnik pač ta izpit naredi, pa so oni rekli, ne, boljše dajte se obrniti na Ivota Boscarola, ko on največ ve, ne. Pa je rekla, ona ne more, ker on mora narediti izpit. Pol je pa v redu, okej. No in pol je Pavle mene izprašal in jaz sem postal prvi zasebni proizvajalec letal na področju takratnega bivšega Balkana. In potem je počasi to začelo in smo začeli delati. No, ko človek postane proizvajalec letal, prvi v Jugoslaviji, kakšne zamisli si imel takrat? Ja, najprej seveda sem vedel, da bo jugoslovanski trg premajhen, da ne bomo mogli prodajati samo v Jugoslaviji. In prva država, ki je bila zunaj, ne, te Jugoslavije ali blizu, takrat ni bilo še Evrope, je bila Italija. In zato sem rekel, moram tevi dejavnosti ali pa, ne vem, blagovni znamki dati neko ime, ki bo zunaj nekaj pomenilo, ne. In ker smo bili takrat prepovedani, mi smo lahko leteli zvečer samo v večernem nebu, ker je upravnik rekel, ti lahko se s tem ubiješ, koliko hočeš, ampak jaz ne bom kriv, ne. Kot je zaklenen hangar, grem domov, ti lahko letiš in smo leteli zvečer in smo bili na večernem nebu, to trikotno krilo je bilo tako podobno netopirju, ne, in so ajdovci začeli govoriti pač, Ivo, te netopiri zdaj letijo. In sem dal pač ime podjetju, tako da bi Italijani razumeli, ker po italijansko je pipistrello ali pa po latinsko je pipistrello.
Pipistrellus, sem malo odrezal, ker takrat moj prijatelj Larry Page ni imel še Googla, ne, in je bilo to v redu, danes je pa dejansko blagovna znamka, ki je edinstvena, ne. No, in pol, ko sem imel blagovno znamko, pol smo začeli pač pod to blagovno znamko delati. Takrat smo naredili, mislim... Koliko vas je bilo takrat v ekipi? Trije smo bili. In ste delali vse? Od blagovne znamke do motorja, do kril, do leta. Ja. Ampak smo naredili v tistih prvih letih 650 zmajev, ki so šli od, ne vem, italijanskih posebnih vojaških enot, so imele naše motorne zmaje, do Filipinov smo prodajali. In so bili konkurenčni s tistimi, ki so bili na trgu? Bistveno tišji in bistveno zmogljivejši že takrat. Tako da vedno mi je bila pomembna teža, vedno mi je bil pomemben hrup. In ti zmaji so bili vedno boljši. Ampak od zmaja do letala je velik korak. Od zmaja do letala je velik korak, vendar se je zgodil spontano. V 90-ih letih se je zmajarstvo počasi začelo umirjati, ker je bila sezona, ko si lahko letel z zmajem, kratka, ne, seveda poleti, to piha, čeprav letenje z zmajem je krasno, ne. To je letenje, ki da človeku res najbližji občutek letenju. Letiš lahko 10 cm nad travo, pol se dvigneš čez grmček, pa greš, ne vem, po reki in tako naprej. Res počasi, upravljiv in tako naprej. Ampak se je začelo razmišljati, zakaj ne bi v tej kategoriji 450 kg naredili mi letalne naprave, ki je podobna letalu, ne, da lahko letiš celo leto in tako naprej. No, in takrat seveda je bil karbon še prepovedan. Prva jadralna letala so se pojavljala iz stekla, plastike, in smo rekli, zakaj ne bi mi naredili letala v 450 kg, ki ima zaprto kabino, ki ima krila in tako naprej. In takega ni bilo na svetu. In taka takrat ni bilo. In sploh nismo vedeli, če bi bil trg za to, ne. Zato smo naredili pač en tak trup, seveda ne leteč, in polovico krila, in smo šli v Friedrichshafen, največji evropski sejem, in smo napisali karakteristike, kakšne karakteristike bi to letalo imelo. In mi smo na sejmu dobili, mislim, da 64 fiksnih naročil po nekih 5000 mark v gotovini, ker so ljudje bili pripravljeni 5 let čakati, zato da bodo to letalo dobili. In od takrat naprej je bilo vedno tako. Naša letala so bila vedno toliko pred časom, da so bili kupci pripravljeni zelo dolgo čakati, ker so verjeli v nas, da tisto, kar obljubljamo, bomo naredili. In to letalo je potem seveda spremenilo ultralahko kategorijo, ker je lahko letelo 1000 kilometrov daleč, letelo preko 200 na uro, je še vedno poletelo in pristalo na manj kot 100 metrih, je letelo zelo visoko, tudi par tisoč metrov, in kar je bilo najbolj pomembno, je bilo to, da je to letalo rabilo izredno malo energije. In to je bila potem osnova tudi za električni pogon, ker takrat seveda tudi niso bili še tako izpopolnjeni ali pa tako učinkoviti kot danes. Ampak Ivo, si mislim, da so bile potrebne za to številne prilagoditve, tudi mogoče iznajdbe. Kdo je vse to počel? Jaz sem imel zelo veliko srečo. Najprej, da je bil takrat Elan v Sloveniji, ki se z jadralnimi letali ukvarjal, in tam je bilo kar nekaj ljudi, ki so bili, bom rekel, svetovnega kova, dobri tudi konstruktorji, Rado Kikl in tako naprej, ki jih je zanimalo to, ne? Ki so bili pripravljeni tudi čez mejo, recimo Frank Orlando, ki je bil dober aerodinamik in to. Jaz sem si vedno, za tisto, kar nisem znal, sem si znal dobiti ekipo in jo zmotivirati. Da so videli en cilj, ne? In a veste, če danes nekomu obljubiš, a veš, bomo spremenili zgodovino, bomo spremenili letalstvo, potem niti plača, niti ne vem kaj, ni toliko pomembno, in tudi zdaj v Pipistrelu, ne, moji znanstveniki ali pa inženirji bi na nas dobili 5krat višjo plačo, ne, ampak ne grejo, ker tukaj ustvarijo zgodovino. In mi smo vedno nekaj ustvarjali tako, da smo bili drugačni ali pa postavljali standarde, in potem ni bil nikdar problem dobiti ekipe. In jaz sem imel vedno najboljšo ekipo in še zdaj pravim, da imam najboljšo ekipo. In tako si dobival sodelavce. Preprosto so šli s tvojimi sanjami. In ostali. Pipistrel je eno redkih podjetij, ne? Jaz sem ga zapustil pred 2 letoma z 230 zaposlenimi, ko lahko na prste 2 rok preštejem ljudi, ki so šli stran. Pa eden ni imel podpisane pogodbe o zaposlitvi s konkurenčno klauzulo, pa nikdar ni šel know-how ven, ne? Tako da ekipa je pomembna, kako zmotiviraš ekipo je pomembno, ni pa plača edina osnova, ne? Danes zlasti mladi radi hitro napredujejo. Recimo moj tehnični direktor je postal
28 leti, pa danes spreminja svet, recimo Tine Tomažič. Ampak v tej ekipi in tvoji sposobnosti, recimo, da se nisi nikoli zadolžil, vsaj ne tako, da bi zašel v kakšne poslovne, finančne težave, ne. Bova še prišla. Pejva naprej s tem razvojem. Torej, naredili ste majhno, ultra lahko letalo. Sinus, ki je zmagalo večkrat na svetovnem prvenstvu, ki je postalo osnova za tudi ta velika brezpilotna letala za nadzor iz zraka. Sinus lahko s 300 litri goriva preleti iz Čila do velikonočnih otokov, več kot 4500 kilometrov brez možnosti pristanka. Veste, naša letala so tako učinkovita, ker so vsa grajena na filozofiji jadralnih letal, ki morajo leteti tudi brez motorja. In naša konkurenca, če pride do odpovedi motorja, ima takoj paniko, ne? Je to postopek v sili. Naša letala imajo to, da lahko ugasneš motor zavestno, ker lahko jadraš in celo dvigneš se. Ne? Mislim, mi smo spremenili logiko varnosti v letenju, ker so vsa letala, tudi tista, ki so motorna, grajena na določenem principu aerodinamike, čistosti, učinkovitosti, da lahko letijo, varno pristanijo tudi brez motorja. In to nas je potem postavilo na letalski zemljevid kot drugačnega proizvajalca. Ne. In tudi večja letala, 4-sedežna, recimo Pantera je enako delana. Ne. Recimo, če vam povem, da naš potem sedaj večinski lastnik Cessna, recimo Textron, ki je lastnik Cessne, če primerjamo dvosedežno letalo Cessna z našim, recimo, dvosedežnim letalom Virus, vidimo primerjavo, da Cessna rabi skoraj 40 litrov goriva, Cessna 152, 35 litrov letalskega goriva, ki stane 3-krat več kot navaden bencin, kar je na naših letalih. Ne. Zato, da leti 160-165 na uro, ne, mi letimo z 10-12 litri preko 300 km na uro. Cessna ima težave prideti na 5000 metrov splezati, ne. Mi poletamo v Tibetu na 5000 metrov in nadziramo kitajsko mejo z našimi letali, nadzirajo na 11000 metrov. A veste, vse to so razlike, ki so v vseh teh letih razvoja super ekipe, ne, pripeljala Pipistrel na tisto mesto, kjer je zdaj, ko sem jaz hodil na sejme, sem gledal vse druge tako, ne vem, da so padli z neba, ne, danes pa vsi poskušajo loviti standarde, ki jih postavlja Pipistrel. Ne vem, če se spomniš, ko sem bil predsednik vlade in si šel z mano v gospodarski delegaciji v Indiji. V Indijo, takrat si potem sklenil posel za indijsko vojsko, ne, celo. Ja. Postal si globalen igralec in takrat si bil že slavna poslovna in inovatorska osebnost. No, lejte, takrat smo se mi še pogovarjali, ne, bil je mednarodni razpis za šolsko letalo za indijsko vojsko, ki je 4. največja na svetu, in sicer za Indian Air Force, Indian Navy in Cadet Corps, to se pravi za vse 3 veje indijskega letalstva. 11 konkurentov je bilo od največjih konkurentov na svetu in na koncu smo mi zmagali in indijski vojski dobavili 200 letal in še danes se vsi novi piloti v Indiji šolajo na Pipistrelovih letalih in so letala po 5-6 ur na dan v zraku. No, zdaj sva pa že zelo blizu temu prelomnemu trenutku, ko začneš razmišljati, da se ne bo več letelo na fosilna goriva, ampak se bo letelo na elektriko. Opiši malček ta razvoj. Kako je prišlo potem do tega, da si postavil 3. mejnik v zgodovini letalstva? Ja, pred 20 leti smo najprej, seveda, treba je vedeti, da pred 20 leti učinkovitost bencinskega pogona je bila bistveno neprimerljivo višja kot pa električnega pogona. Kot, ne vem, da bi kuril bencin ali pa maslo, recimo, ne, energijska učinkovitost. In zato smo začeli najprej seveda z jadralnim letalom, ki smo mu dali majhen motorček električen, zato da je poletelo samo. Ampak, seveda, z vsem tem smo mi nabirali izkušnje. Vse napake, vse, kar se je dogajalo, kar do takrat ni bilo znano. A veste, ko sem jaz se prvič usedel v električno letalo, jaz sem na 10 metrih šel v prisilni postopek in obrnil nazaj in pristal. In so vsi prileteli k meni in so rekli, zakaj si ugasnil motor? Sem rekel, ne, motor se je ugasnil, ne, je zmanjkal. Jaz sem sicer pol zato, da ne kaj zagorelo, sem ga ugasnil. Ne, motor je delal. A veste, jaz nisem imel niti občutka, ker sem
prvič v življenju sedel v letalo, ki je popolnoma tiho. Sem mislil, da dejansko motor na poletu ne dela več. A veste, to je toliko nekih stvari bilo novih in to so bile tiste izkušnje, ki smo jih mi nabirali 20 let z jadralnim letalom, potem seveda z necertificiranim električnim letalom, kako se obnašajo baterije in tako, da je potem nam dalo tisto odločitno prednost pred vsemi drugimi, ki imajo na stotine milijonov vlagajo v razvoj električnih pogonov in električnega letala in še danes ga niso uspeli narediti. 4 leta od tega, kar smo ga mi certificirali, ni niti enega, še smo mi edini. Ne? In to je tista... Zakaj si razmišljal o elektriki, ne pa več o običajnem gorivu? Takrat pred 25 leti še ni bilo te zavesti o podnebnih spremembah. Kaj te je gnalo, da si iskal nov vir energije za letalo? So bile. Jaz sem se zavedal že kdaj. Lejte, jaz sem 2007... Je bil to gonilni, je potem razlog? Ja, jaz sem 2007 kot prvi, tudi mislim, da na Balkanu naredil popolnoma energetsko samozadosten objekt, ki ima 11 sistemov, recimo tovarna na letališču Ajdovščini, ima 11 sistemov pridobivanja energije, racionalne rabe, transfera energije, nadzora energije, vključno z geotermalnimi sondami, s skladiščenjem energije po celotno tovarno, kar proizvedemo poleti več, kar manj. Zaradi tega, ker sem že takrat videl, da se ozračje segreva. In če se ozračje segreva, pomeni, da je v zraku vedno več energije. In če je v zraku vedno več energije, bojo padavine vedno intenzivnejše v krajšem obdobju in potem bojo sledila dolga obdobja suše. In to je, če se ozračje segreva, temu ne uidemo. Vsak pilot to ve, kaj pomeni vlaga v zraku. In zaradi tega sem začel že takrat razmišljati na ta način. Takrat sem jaz pol seveda tudi videl, da nisem edini na tem področju, ker sem prebral en majhen članek v Delu, kjer je bila ena majhna slika enega avtomobila in sem videl, da so Japonci naredili hibridni avto, te prvega Priusa, da ko greš v dolino, da motor stoji in rekuperira. Sem rekel, to je to, ne? Če Toyota tako razmišlja, pol tudi jaz pravilno razmišljam, ne? In pa sem ga seveda tudi kot prvi verjetno v Evropo uvozil, ne? In tudi tam videl tehnologijo, kako je to šlo. In potem smo se seveda s parimi tudi v Sloveniji, tukaj Emrax recimo je naredil zelo velike korake pri samem razvoju motorja, ne? Potem moram reči, da na fakulteti za elektrotehniko je ogromno znanja in pripravljenosti bilo takrat nam pomagati, ko smo razvijali baterije in ko smo šli prvič oziroma na tretji ta NASA Challenge, ko smo šli 4-sedežnim električnim letalom. Takrat so bili še moji zdajšnji inženirji, takrat še študentje, ne? Ampak so profesori res stopili zraven in nam pomagali. Takrat smo imeli super sodelovanje. No in potem smo tudi zmagali. In potem, ko smo mi zmagali na NASA, ne? In pobrali najvišjo nagrado v zgodovini letalstva, ta 1.300.000, ne? Višjo kot Nobelova nagrada, takrat se potem seveda cel svet, to je bilo itak novica po celem svetu, so se mladi iz celega sveta začeli obračati na nas, ne, a veste, pa s tako idejo, pa drugačno. In pol se to sam, edini izziv, ki sem ga imel, kako bi lahko vse te zaposlil, ker jih nisem mogel, kar sem jih je ponujalo. In takrat je prišlo res polno znanja. In ravno to sem te hotel vprašati, ko sem pregledoval tvojo poslovno strategijo, nikoli pravzaprav ni bilo nekih balonov. Ko bi bila pričakovanja glede tvojih poslovnih uspehov prevelika in bi se sesula vase. Odkje pa ta talent, da si znal tako dobro odmerjati tudi poslovne ambicije? Ne premalo, to da tudi ne preveč, da bi vse skupaj lahko šlo. Mene so starši vedno rekli, varčuj z denarjem, ko ga imaš, ne ko ga nimaš. Tako da jaz sem imel vedno en tak strast pred zadolževanjem in zato smo mi se zadolževali, kar smo 5-krat bili prepričani, da lahko vrnemo in smo rasli organsko. Če bi bili mi v Ameriki, ne, mi bi imeli zid 10 metrov visoko krog Pipistrela in danes bi imel Pipistrel 50,000 zaposlenih, ne, ker bi ga država prisilila, da raste. Ne. Tukaj v Sloveniji pač to drugače in smo mi lahko rasli organsko, ampak še vedno na način, da smo svojim denarjem lahko nekaj razvili. Veste, Pipistrel je eno redkih podjetij, ne samo verjetno v Sloveniji, tudi malo širši, da v 35 letih nikdar ni poslovalo z izgubo. Neverjetno. Pa ne samo to. Vsako leto je bilo boljše od prejšnjega. Tako
Tako da mi smo imeli konstantno rast. Tudi včasih najhujše krize smo imeli praktično najvišjo rast, ker smo bili na krize pripravljeni in smo takrat pobrali tudi delo od naših konkurentov. Jaz sem večkrat obiskal tvoje podjetje, večkrat govoril z tvojimi zaposlenimi, tudi zdaj v pripravi na ta pogovor. Seveda te niso občudovali samo kot voditelja, kot inovatorja, kot nekoga, ki je videl, kar oni niso, ampak tudi nekoga, ki je razumel te čisto človeške odnose. Mnogi od njih so bili bolje plačeni od tebe. Ja, večina, no, vsi tisti, ki so si zaslužili. Ne, hec. Ne moramo reči, da je to čisto običajno. Ne, ni, ampak veste, jaz nič v življenju, dejansko nič v življenju, čeprav zdaj seveda so ti milijoni in tako naprej, ljudje nas dajo vse v isti kup, tajkune in tako naprej, ampak jaz nikdar v življenju nobene stvari nisem delal zaradi denarja. Tudi zdaj, kar investiram, če jaz ne vidim motivacije, če jaz ne vidim nekega užitka, jaz ne grem v to. In zato sem bil vedno tudi v podjetju organiziran tako, da sem imel zadovoljen kolektiv, da sem jaz zjutraj prišel med zadovoljen kolektiv, mi tudi nismo nadur delali. Sem jih imel z odlokom internim prepovedane, sem hotel, da grejo ljudje ob 3 domov. To je stvar, ki me je presenetila. Zakaj si mislil, sem potem videl tvojo razlago, da si želel, da so pri družinah, da se ukvarjajo s stvarmi, ki jih veselijo in tako naprej. Ampak zakaj si tako odsekano rekel, ob 3 se morajo vrata Pipistrela zapreti? Mi smo, urnik je od 7 do 3, torej, če se v delovnem času ne naredi tisto, kar je treba narediti, ni problem in ni delavec za to odgovoren. Je management oziroma sem jaz odgovoren, ker slabo organiziram delo. In danes mora imeti človek čas za odklop, zato da drugi dan pride svežo glavo in ne naredi napake. Veste, mi smo delali produkt, ki je vezan na človeško življenje. 3000 pipistrelov leti po svetu, niti enemu do danes ni bila dokazana tehnična napaka za nesrečo. A veste, to je tisto, kar jaz nisem si dovolil, da bi lahko moji zaposleni bili nezadovoljni. Toliko smo imeli mi nekih druženj in tega, drugi niso imeli, ampak zaradi tega so pa taki rezultati, da so potem vsak posebej je bil ponosen na to, je bil pripaden podjetju in se je zavedal, da je lahko zaradi njega, družina od njegovega kolega, ker pri nas so najprej prišel oče, potem gospa, pa potem še otroci, so cele družine zaposlene, da bi lahko njegova, bom rekel, nepazljivost ali karkoli postavljal pod vprašaj cele družine. Ne? In to je tisto, kar je delalo Pipistrel močen. Vedno si delal s strastjo, z ljubeznijo. Kako si se potem lahko v enem trenutku odločil, da boš stvar pustil na tistem mestu, ostal častni predsednik podjetja, ampak prepustil vajeti poslovnemu partnerju? Kaj je odločilo, da si se... Največji uspeh Pipistrela, tretji mejnik, je pomenil tudi začetek tega procesa. Namreč pred, mislim, da 6-7 letmi je Uber najavil, da bodo šli v leteče taksije, da bo promet v velikih mestih šel v 3. dimenzijo, in so rekli, da v roku 5-6 let bomo imeli na tisoče letečih taksijev in da je to mogoče, pač bodočnost in tako naprej. In seveda problem je bil, ker leteči taksi, tako kot so zasnovani z večjimi propelerji, ne morajo biti nabatni pogon, mora biti električni pogon, da so tihi, da ne proizvajajo emisij in tako naprej. In so rekli, da bo to največja industrija tega desetletja in so vsi videli blazno velik potencial. In takrat je Uber izbral 4 partnerje, in sicer Aurora, kar je Boeing, potem Bell Helikopter, kar je v bistvu Textron, to, kar so zdaj naši lastniki, pa Embraer, ki je proizvajalec brazilski, in kot edinega Evropejca so izbrali Pipistrel, ker smo imeli največ izkušenj, takrat smo mi že leteli z električnimi letali in tako naprej. In takrat je Siemens ustanovil oddelek električnih motorov in so rekli, v 2 letih bomo mi razvili in certificirali motor. Airbus je rekel, v 3 letih bomo imeli mi šolsko letalo, da se bodo dalo šolati in tako naprej. In vsi so začeli blazno vlagati in tako je bilo nekih 200 teh projektov po svetu letečih taksijev.
In potem sta minili 2 leti, Siemens je najavil, da opušča program, da ne morajo certificirati motorja oziroma da ga ne bodo. Airbus je po 3 letih tudi rekel, da ne bodo šli več v to in je vse tisto navdušenje je začelo kopneti in o letečih taksih praktično ni več nobeden razmišljal, ker so rekli, certificirati motorja se ne da. Mi smo delali seveda naprej, ker smo v to verjeli. In potem, ko je 6. junija EASA, Evropska varnostna agencija, dala informacijo po svetu, da je Pipistrel certificiral baterije, pogon in pa letalo, je seveda završalo in vsi tisti, ki so prej, bom rekel, dali na stran te programe, so rekli, to je možno. Imamo dokaz, da to je možno. Ne? In so začeli vlagati ne desetine milijonov, toliko sem jaz imel denarja, stotine milijonov, tudi milijarde, recimo en job je zdaj že na 3. milijardi, recimo. Ne? In jaz sem vedel, da tega sam ne bom mogel narediti. In z vsem egotom, ki ga taki, bom rekel, podjetniki, ki smo sami ustvarili podjetje, ga imamo, smo čustveno vezani do podjetja, do zaposlenih in tako naprej, sem imel samo 2 šansi. Ali Pipistrela čez par let ne bo več, ker enostavno ne bo mogel konkurirati, ali ga pa zelo dobro poročim z nekom, ne s skladom, ampak z nekom iz svoje industrije, da ga dobro poznam in mi smo bolj poznali, ker smo razvijali že baterije za njihov ta leteči taksi. In smo se začeli pogovarjati in ko sem jaz videl, da vse tisto, kar sem jaz razvil, kar Pipistrel zdaj ima v svoji intelektualni lastnini. Vsi programi, tudi vodik zdaj za naprej, vse to, kar smo delali, da je tudi njim interes, da se ne zanimajo za to, da bi podjetje zaprli. In ko so mi tudi obljubili in s pogodbo in tako naprej, da nobeden od zaposlenih ne bo izgubil službe, da bojo vsi ohranili svoje pozicije, tudi vodilni in tako naprej, da bo proizvodnja in razvoj ostala v Sloveniji. Potem smo se dogovorili. O sami kupnini smo se zelo malo pogovarjali, ker meni je bilo to pomembno in da ostane brand in tako naprej in da gre zadeva naprej. In dejansko gre naprej. Po 2 letih je Pipistrel malo 2-krat večji, vse gre naprej in sem zelo zadovoljen, ampak to, če odgovorim na vprašanje, praktično strel v koleno je bil naš največji uspeh, ker če tega ne naredili, verjetno bi mi še vedno danes delali letala tako naprej, pod mojim vodstvom, ki smo jih prej, zdaj bomo pa drugače. A veste, 19-sedežno letalo, ki zdaj nastaja v Pipistrelu, to je že letalo za javni prevoz potnikov na 1000 in več kilometrov in tako naprej. Tako da letalska industrija zdaj v Sloveniji ima res možnosti, da bo prišla tja, kamor bi prišla, če bi bil recimo v Ameriki. Ne? Na koncu moramo omeniti to, kar si in kar še vedno počneš svojo kupnino. Poleg tega, da investiraš v številne start-upe, da snuješ z ljudmi, ki imajo fantazijo, nove projekte, tudi zelo veliko družbi vračaš. Čeprav nisi bil na nek način nič dolžan. Vedno poveš, da si se šolal, da si dobil izobrazbo, da si dobil medicinsko in drugo skrbo, ampak v bistvu nisi nič dolžan. Pa kljub temu ogromno, zares, Ivo, brez presedana v naši zgodovini veliko daruješ. Kaj občutiš ob tem? Mislim, da ljudje niti ne znamo dovolj dobro ceniti to. Torej, to je seveda, kaj dolgujem družbi in tako naprej, je seveda stvar kriterijev. Ne? V Sloveniji sem jaz mal posebno zapisan v očeh Slovencev. Nikdar sicer nisem razumel prav točno zakaj, ampak me sprejmejo mogoče malo drugače kot druge podjetnike. A veste, če ena Krka odprla recimo obrat v Rusiji, je bil to uspeh za Slovenijo. Ne? Če bo Skarol zaradi tega, ker ni mogel izvažati v Ameriko, ker Slovenija ni imela bilateralnega sporazuma in je država, ki ga je imela, bila Italija in sem se širil v Italijo, so mi vsi Slovenci to zamirili in tako naprej. Ne. In mogoče si malo preveč občutljiv. Vem pa, kako je to šlo in razumem, da te je to prizadelo. A veste, ampak vedno, Ivo, vedno boš priznal, si bil tudi občudovan. Ja, in si tudi danes. Polovica Slovencev bi mi postavila spomenik, polovica bi me utopila v žlici vode. In to, če pogledate forume, karkoli narediti zdaj za to, ne vem, gojeno meso, ne, Slovenci se tako skregajo med sabo zaradi mene, da je groza. Ne. Ampak hočem reči, jaz ne bi bil nikdar toliko uspešen, če ne bi tudi vsak od Slovencev skozi razpise, ki smo jih mi dobili,
prispeval nekaj za to, da smo bili uspešni. Pipistrel je v 30 letih dobil 6 milijonov denarja, javnega denarja preko razpisov za razne razvojne produkte. Res, da smo zaposlili ljudi, smo davke plačevali in tako naprej, smo sigurno plačali vse, enega razpisa nismo, bom rekel, falili nič, ne? Ampak v očeh Slovencev sem bil še vedno tisti in sem še vedno ta, ker sem uspešen, ker seveda mi je država dala denar. In pol sem rekel tako, ne, pa ne samo zaradi tega, ker tako to čutim, jaz sem rekel, če sem dobil 6 milijonov, jih 5-krat vračam, ne, in sem dal 30 milijonov za javno dobro, da bo država videla, da se da tudi dobro naložiti denar v gospodarstvo. Jaz sem zelo velik pristaš javnega zdravstva in zato sem dal to v javno zdravstvo. V nov zdravstveni dom, da imamo vsi nekaj od tega, v helikoptersko reševanje, urgentni center in tako naprej, potem tudi za gasilce. Vse donacije so širšega značaja, da ima čim več ljudi nekaj od tega. Ker toliko pisem, ko dobimo vsak teden, a veste, z vsemi težavami, ki jih imajo zdravstvenimi, šolanjem in ne vem kaj ljudje, mi enostavno, jaz ne bi mogel s tem denarjem niti, ne vem, pol leta preživeti, brez da sem ga razdal, ali kako bom rekel, ne. Toliko je teh vprašanj ali pa prošenj za donacije. In zato sem se odločil, da bom rajše doniral javno dobro, ker bi moral imeti blazen aparat, ki bi selekcioniral, komu dati denar, donacijo osebno in tako naprej, kdo si jo res zasluži, ali je to res ali ni. In sem rekel, ne bom v to šel in dajem samo javno dobro. In tudi te donacije sigurno niso še zadnje. Ivo Boscarol, jaz te občudujem, vsi te občudujemo in smo ti hvaležni, da te imamo. Srečno še naprej. Srečno. Hvala, ker ste bili z nami. Vidimo se v naslednji epizodi Mastercard podcast Navdiha. Srečno.